Dobrodošli nazaj, sem Nejc iz Level Up Training Centra in pokazal vam bom, kako do boljše pozicije nad glavo ali pa boljše pozicije, kadar delamo front squat. Dostikrat ljudje delajo napako, da nekaj raztegujejo, masirajo, karkoli, vendar nikoli ne testirajo prvotnega položaja in ugotavljajo razliko, če je dejansko nastala razlika, kasneje, kadar so naredili vajo za raztezanje, masiranje. Glavne, vedno morate pred začetkom same mobilizacije ugotoviti, kje je vaš problem, zakaj je tam problem in kako ga odpravimo, ter testiramo, kakšne so razlike pred in po sami vaji. Zato dajmo si pogledati točno, kaj govorim. Enostavno, kadar hočemo nekaj potisniti nad glavo, je optimalno, da je teža bremena točno na sredini telesa. Zato sam imam večjo težavo z levo roko kot z desno, kar boste lahko videli sedaj. Desna roka je veliko bolj zadaj kot leva in to dejansko ni v redu in zato hočemo preprečiti. Dajmo si pogledati še eno stvar. Veliko ljudi vas sprašuje, kako naredimo boljši počep oziroma kako mi uspe obdržati tako dobro pozicijo, kadar delam front squat. Ko boste tudi sedaj opazili, je moja leva roka nižje kot po desna roka. Namreč levega komolca ne morem tako visoko potisniti kot desnega, kar mi lahko v nadaljevanju, kadar bom delal počepe, to prepreči, da bi dvignil bremena, ki bi si jih sam želel. Zato, dajmo si pogledati. Nekateri nimate doma valčkov, oziroma foam roller, kakokoli se to imenuje, ker roko na srce malenkost so dragi. Zato vam danes pokazam, kako lahko iz stvari, ki jih najverjetneje že imate doma, naredite eno fajn zadevo, ki vam bo pomagala do boljšega gibalnega vzorca. Vse, kaj potrebujemo, je ena tenis žogica in to je v bistvu karnisa. Lahko uporabite bilo kaj drugega, ki je dokaj stabilno, recimo PVC palico, plastično palico ali kaj podobnega. Naredimo eno luknjo v tenis žogico, katero bomo nataknili na samo palico. In to je to. Sedaj, en del palice bomo naslonili v nek kot, fiksno. Tukaj, ko je pa žogica, pa bomo naslonili na samo mišico, hrbtna mišica, latissimus dorsi, kakorkoli, in ne pod pazduho, definitivno ne tega. Zato naslonimo tukaj na mišico, stopimo malo v majhen razkorak in stegnemo roko in se naslonimo v samo palico. Ni ravno najbolj prijetna stvar, ampak bo pomagala. Roka gre za telo in čim više, dlan pa naj bo obrnjena proti stropu oziroma nazaj. Ta gib 20krat ponovite. Lahko malenkost prestavite, niže ali višje, še enkrat, ne pa pod pazduho. Hop. Ok. Dajmo stestirati zadevo, če dejansko to pomagalo. Pa pogledajmo. Jaz mislim, da je boljše. Dajmo si še pogledati front rack pozicijo oziroma pozicijo za počep. Sedaj, kot lahko vidite, dejansko celo levi komolec višje kot desni. Zato preden, ko se raztegujete ali delate kajkoli, dajte se zavedati, da mogoče, recimo, ni za
za določeno napako v gibalnem vzorcu ni kriva mogoče mišica, ki vas boli. Recimo, dajmo si pogledati front squat. Velikokrat se zgodi, kadar grejo v počep, da ljudje imajo bolečine v zapestjih, ampak ni krivo zapestje, temveč hrbet, da komolcev ne moremo imeti dovolj visoko in smo stvar problem z zapestjem rešili, tako da smo si raztegnili določene mišice, ki dejansko niso povezane z samim zapestjem. To je bilo za danes to. Upam, da vam bo ta video v pomoč. Za vse tiste, ki pa imate še kakšno vprašanje ali predlog za naslednji video, pa mi pišite na info@levelup.si, pa se vidimo naslednjič. Če vam je bil video všeč in bi želeli na mail prejemati podobne brezplačne vsebine, pojdite na levelup.si in se naročite na Level Up e-novice.